Lepo zdrav sem skupaj. Res hvala gospodinu Matrici oziroma osnovni šoli Branka Polančiča za to povabilo. Res veseli, da prijem še na tako šolo, katero pravzaprav vedno uporabljam kot referenco. Kako dobro imate tudi na vaši šoli, pravzaprav za vaše učence, predvsem strani vašega učitelja za računalništvo Borisa Voloviča urejeno za vaše učence, ker jaz pravim, da če vse šole po Sloveniji tako dobro skrbeli za ta del, bi se marsikaj dobrega dogajalo tudi po ostalih šolah. In vedite, da obišče kar nekaj šol in lahko rečem, da vse koliko se pogovarjam z Borisom, da imate na vaši šoli, kar se tega šolskega dela tiče, zelo dobro urejeno, oziroma da imate tisti del zelo dobro pokrit, ko je treba pač malo več dati za računalniško pismenjevanje, za računalniško pismenost, za digitalno pismenost in nasplošno za digitalne veščine, ki so zelo, zelo pomembne za naše otroke, za njihovo prihodnje leto, oziroma za njihovo opravljanje poklica, kajti, če smo čisto iskreni, ne vemo, za kako poklic se pravzaprav naši otroci izobražujejo. In o tem bom danes poskušal malo več povedati. Torej, prihajam iz Centra za varnejši internet, Svetni svet projekt, ki teče že mislim, da od leta 2007 dalje znotraj celotne Evropske unije in temeljno bistvo našega projekta, da poskušamo opozarjati tako na varno in odgovorno rabo interneta. Naslov tega predavanja je Ulica v otroški sobi in do mobilne, oziroma in v žepu. Do nedavnega smo imeli naslov samo v otroški sobi, ker pač otroci so prihajali na internet s pomočjo nekih telefonov, oziroma s pomočjo nekih računalnikov in ti računalniki so se pa hitro preselili v te naše žepe, ko pač imamo vsi, vključno z našimi otroki, imamo pač ves internet in ves dostop do kogarkoli, na kakršenkoli način preko našega žepa oziroma v našem žepu. V okviru današnjega predavanja jaz vas bom poskušal res opozoriti na par takih pomembnih točk, ki jih je dobro upoštevati pri tem spremljanju naših otrok v ta digitalni svet. Ne bi vas pa rad preveč zastrašil. Ne bi vas rad navajal k temu, da bi odvrnili otroke od uporabe. Predvsem moramo naši otroke učiti odgovorne rabe. Ker, kot sem že omenil, ne vemo, za kak poklic se bodo šole, ampak te poklice bodo zagotovo uporabljali neko tehnologijo, neki digitalni obliki in k temu vas poskušam jaz danes, oziroma vas bom poskušal tako malo popeljati. V našem šolskem letu nekje smo obiskali okoli 300 šol, raznih delavnic, to je pravzaprav te 4 oziroma 3 bistvene skupine, na katere se v okviru našega projekta največ naslanjamo, oziroma so naši temeljni deležniki, to so mladi, otroci, najstniki, potem starši, to ste vi in seveda tudi učitelji. Nekje v lanskem letu smo 27,000 ljudi je šlo skozi ta naše izobraževanje in mislim, da je kar močen ta pritisk, oziroma pritisk, če rečem, signal z naše strani o tej ozaveščenosti. Sicer Center za varnejši internet je sestavljen iz nekje 3 takih temeljnih stebrov. En stebr je ta točka osveščanja, to, kar se pravzaprav danes dogaja. Drug tak naš stebr našega poslovanja, našega projekta je top telefon, na katerega lahko otroci, najstniki, tako kot tudi vi, pokličete v primeru raznih težav, brezplačna telefonska številka 116 111. Tretji del našega projekta je pa spletno oko. To je pa točka za anonimno prijavo nezakonitih vsebin. Tukaj predvsem opozarjamo na 2 nezakonite vsebine. Eno je sovražni govor, ki dobro veste, da ga je vse preveč in vse bolj razširjen in pravzaprav sprejet kot nekaj popolnoma normalnega. Ni normalno, da je sovražni govor normalno. Se pravi, to moramo obsoditi, ker vse ne sodi na internetu, oziroma svoboda govora je v določeni meri omejena, oziroma mora biti omejena. In ni dovoljeno kar tako vse poprek vsega pisati na internet, se moram zavedati, da ste neko sovražen zapis, ko nekoga označi, ne vem, za takega, za smrtljivca, za onega drugega, da mu želi smrt ali pa določeni skupini, da to pač trči ob to pravico svobode govora in da pravzaprav krši zakon, oziroma krši neka etična, medkulturna, neka načela, ki pač jih moramo upoštevati. Pri tem, recimo jaz, ko imam kar veliko delavnic tudi za otroke, otrokom vedno govorim, kar ne želiš, da drugi tebi naredijo, tudi ti njim ne delaj. Tako univerzalno načelo skozi vsa vrsta, vse kulture. Jaz ne želim, da bi en men, recimo, o meni tako govoril, tudi ti potem tega ne delaj.
In te empatije, sočustva, seveda malo manjka dan danes. In tega jaz poskušam čim več v okviru mojih delavnic, oziroma naših delavnic tudi predvajati, oziroma posredovati. Drugi tak del teh nezakonitih vsebin se pa še bolj tiče samih otrok, to so pa posnetki spolnih zlorab otrok. Tukaj opozarjam, da gre pravzaprav za ekonomski kriminal, ker posnetki spolnih zlorab otrok mogoče bolj poznate izraz otroška pornografija. Mimo grede, ne uporabljamo več tega izraza, kajti, ko rečem jaz pornografija, to pomeni pač nek užitek za odrasla, ne? Če rečem otroška pornografija, še vedno v nekem kontekstu kot užitek, ampak dejansko je pa to nagnusno. Ko daš otroke, pa pornografijo skupaj, to ne sodi skupaj. In zaradi tega rečemo, da se pravzaprav, ko opazimo posnetek, videoposnetek, sliko otroka, ki je mlajši od 18 let in je gol, da izkazuje nekako svoje intimne dele, to lahko potencialno vsak tak posnetek že lahko izkazuje, oziroma že lahko ponazarja, tako imam posnetek spolne zlorabe otroka in gre pravzaprav za nekaj vrste kaznivo dejanje. Tako da tukaj morate biti zelo pazljivi, tudi ko se pogovarjate z vašimi otroki, ko imajo posamezne posnetke od svojih sošolcev, sošolk, ki so jih prijeli odkot in jih potem mogoče pošljajo naprej. To so lahko resni problemi. Kot bom malo kasneje tudi izvajal, otroci s 14 leti postanejo kazensko odgovorni. In od takrat naprej, pravzaprav posest takega posnetka lahko že postane kaznivo. Tukaj ni heca. Imam recimo en primer tudi iz Danske, kjer so v začetku letošnjega leta zoper več kot 1000 najstnikov, starejših od 14 let, so sprožili kazenske postopke, ker so pač vsi posredovali, izmenjevali te posnetke svojih sošolcev preko telefonov, seveda posnetke spolnih zlorab otrok. In tukaj moramo opozarjati, da to je pravzaprav nesprejemljivo. In če karkoli takega opazite, dajte to javiti na spletno -oko.si. Sicer vas vabim, da si mogoče pogledate še ostale vsebine, ki jih imamo tukaj na naši spletni strani safe.si. Lahko se naročite na naše novice, vse je v skladu z GDPR-jem, tako date tisto soglasje za tisti, ki veste, ki poznate vsaj malo to področje vaših osebnih podatkov, se vam sanja, o čem govorimo, mogoče o tem malo kasneje. Kaj hočem reči, jaz vam vsega danes ne bom mogel povedati. Veliko boste morali sami se izobraziti in tukaj lahko odskočno deska za vaše poznavanje oziroma pridobivanje znanja malo naprej. Recimo, če imate malo manjše otroke, recimo lahko skupaj z njimi vsi ogledate kak video, tukaj imamo recimo videe, recimo jaz toplo priporočam staršem, da si z otroki skupaj pogledate tako imenovane ovčke. Marsikateri vaš otrok je to že pogledal pri računalniku, če škodi, če še enkrat, dvakrat, trikrat pogledajo. Tako ne, ovčke neka planina je, kjer stanujejo ovce, ovni, pastir, nek stric, in seveda na drugi strani so tudi volkovi. Volkovi, ki pač hoče nekaj slabe narediti ovčkam in iz tega naslova potem prihaja do raznih zapletov, razpletov in tako dalje. Recimo en tak primer je brez kožuščka. Ena ovčka hoče biti všeč enemu drugemu ovnu, se obrije, fotografira, pošlje sliko drugemu ovnu, ta ovn pošlje ostalim po planini, seveda vsi se delajo norca tiste ovce. Ta ovca se pa počuti zelo užaloščeno, da drugačni. Seveda, ko se tam prvi triadi, tudi drugi triadi, ko se pogovarjamo z otroki, kako misliš, da se počuti ta ovčka? Začnejo otroci dojemati te koncepte, ne, gole slike, jaz preko telefona ne smem pošiljati. Ali pa ena taka risanka, recimo blebetač, kjer Jure Stir odblebeta, vse živo pove na okviru nekih družabnih mrež, oziroma po nekem chatu, oziroma nekem messengerju. In seveda, kaj se zgodi po noči, pridejo vse pobere, mu ukradejo še celo brezhlačo postav. Tako, da se otroci lahko preko takega prijetnega, zanimivega načina učijo tistih osnovnih konceptov varne rabe interneta. Da se pač tako stvari dela. Če je recimo nekdo znotraj neke igrice, znotraj nekega, kaj se vem, Minecrafta, ker se veste, otroci pač četajo, recimo tudi znotraj Minecrafta, ko gradijo ali pa, ne vem, kaj so roja, ne vem, katere še vse igrice, ki jih igrajo. Samo, mogoče prije kdo pa vpraša otroka. Kako si pa ti doma? Kaj pa delaš? Kako si pač vzpostavi stik z vašim otrokom in Bog ve, kdo je na tisti drugi strani. Otrok ne ve, da je tam, ni tam Tonček, ampak je nek gospod, star 50 let, ki mogoče želi priti do vašega otroka v nek drugačen način. Ali pa mogoče do vas. Ne vemo, kdo je na drugi strani. Zaradi tega, da se otrok
da vedno malo skeptičen, da vzbudi to, oziroma da se vzgoji to skepso, da vedno na drugi strani, kaj mi hoče povedati, kaj hoče od mene ta gospod, oziroma ta moj sogovornik, ki se izdaja, da je recimo tudi kot jaz 10 let star. Spravi, take stvari lahko že kot mali otroci spoznavajo in se učijo. Mimo grede smo tudi prilagojeni na vse te naše pametne naprave. Imam pa en video pripraviti za začetek. Kole, Nova, krajček, prva. A je vas in tukaj? Ja, zgoraj je, v svoji sobi. Stopite. Čau, nekaj tukaj, ja, zgoraj je. Potem gremo bolj poskusiti nekaj novih položajev. Dobro, Katja. Kje je Peter? Tam dol. Dobar dan. Zdravo. Eto mala Ana. Kako srčka nekaj zajčka imaš? Pridi, da ti pokažem še enega res pravega. V resničnem življenju bi svoje otroke zaščitili. Zaščitite jih tudi na internetu www.safe.si. Moram priznati, da je to dokaj star posnetek, mislim, da smo že 2-krat v mesec zamenjali logo našega projekta, ampak še vedno zelo aktualno. A ne, kaj je, če se mogoče pozremo na te vsebine? Eno so vedno take, se pravi, Peter povabi neke svoje prijatelje, take malo bolj tetovirane, tu nize, razpoznavni znak za nasilje, ali ne nasilje, ampak moče malo pobriti pa z nekimi kovicami oziroma ledrom. Zdaj, v realnem življenju takih ljudi ne bi spustili v svojo hišo. Potem pornografija, punce pridejo sprovat nekih novih položajev, neke nasilne igrice, neko streljanje in tako naprej. Ravno včeraj sem imel eno tako debato z enim gospodom, ki ima, mislim, da je rekel, ima 10-letnika in ves čas, v bistvu pač njegov sin igra tudi te streljačine, kot rečemo. In potem z enim očesom ves čas spremlja svojega sina, kaj dela in potem vidi, recimo, da se z avtom zapelje tu v množico ljudi in noge letijo zdravo. Stop, Peter, si videl, kaj si naredil? A se zavedaš? Ja, ta točno vem, ja. Pa veš, kaj bi bilo v realnosti? Ja, če bi to, potem bi prišla policija. Ok, ja, bi prišla policija. Kaj bi potem sledilo? Ja, mogoče bi me spoznali, mogoče zakrivajo, bi šel v zapor. Pa veš, kaj to pomeni, da greš v zapor? Ja, ne bi varil video z malico. Da otrok hitro spozna, kaj je igrica in kaj je realni svet. Da ve. Jaz ne pravim, da so igrice slabe. Igrice so super. Ampak, ko pa pride do zlorab teh igric, tudi nasilnih igric, je pa lahko velik problem. In še eno zadevo bi mogoče izpostavil, ko sem bil na enem predavanju gospoda Mihe Kramlja, ki je terapeut za zdravljenje odvisnosti, nekemičnih odvisnosti. Spravi, zdravljenje nekemičnih odvisnosti, to so igre na srečo, odvisnost od državnih omrežij, odvisnost od igr, od računalnika, od telefona, od tega, da si pač ves čas povezan, od igranja igr, recimo. In je razlagal, zakaj recimo otroci, ko so stari recimo 10 let, naj ne bi igrali tistih igric, ki so primerne za otroke za 18 let. Veste, vse igrice temeljijo na nekih čustvenih odzivih. Bolj gre številka tam proti 18, pač bolj oštri odzivi so, bolj realno se prikazuje neka krutost, neko nasilje, kri šprica, noge letijo, ljudje umirajo. Recimo, če imate otroke, pa ste potem pogledali igrico Grand Theft Auto, GTA. Poznate od starša roke? Ja, poznate. No, jaz ko sem videl enkrat, ker sem pač, moram se to malo pogledati, se šel pogledati, na YouTube te posnetke, ker jih mrgoli, ti vzameš steklenico, letiš po ulici, razbiješ steklenico, skočiš na eno nosečnico, jo zakolješ, letiš naprej, zagrabiš kladivo, ubiješ enega, ukradeš avto. Razumete? In če to prenesem jaz v realnost, nekdo po partizanski tega ne bo šel delati. In vaš otrok mora razumeti, da pač to je igrica, da to ni realnost. In zakaj 10-letnik naj ne bi igral take igrice? Zaradi tega, ker bo doživel zelo intenzivna čustva. Potem, zelo močna, intenzivna čustva lahko doživi ob tem, ko vidi nekoga umreti, ko kri šprica, ko se nekaj zelo hitro dogaja.
Ljudje bodo tako stari, 11, 12, 13 in pride dejansko do leta 18. Kakšno igrico ne pa potem pri 18 igra, da bo še vedno doživel neka ustrezna čustva, ki so pač primerna za 18-letnika. Ja, nekaj drugega bo mogoče pograbil. In zdaj ta terapeut, gospod Kraml, je pač rekel, to je lahko potem potencialno odskočna deska za droge. Recimo, da gre potem nekaj hujšega, za bolj močne čustvene in sicer telesne doživljaje. Ne govorim, da igranje igrec vodi v odvisnost od trdih drog, ampak je pa lahko tudi ena možnost. Se razumemo, ne? Ok, torej, kot sem rekel, učenci rabijo tehnologijo. Ne smemo jim zdaj odsveti te tehnologije, ker potem jim vzamemo kramp in motiko, kot so naših prednikom v tisti poljedelski družbi, če bi jim odzeli. Ker kramp in motika naših otrok je pravzaprav tehnologija in zato jih moramo naučiti odgovorno upravljati. In še ena stvar, zelo pomembna je, ker tem otrokom, ki so pač rojeni v internet, jim rečemo, da so digitalni domorodci. Zato, ker so pravzaprav živijo v tej dobi interneta. Jaz, ko sem se rodil, še ni bilo interneta, mislim, smo mi dobili na faksu še internet, tam 93-94 leta. To je bilo daleč nazaj, sem se rodil. Naši otroci pa imajo internet, ampak imajo veščine, ampak ne znajo pa tega odgovorno uporabljati, ker si morajo še vse te veščine, oziroma tako imamo odgovorno rabo interneta šele pri vzgoji. In tukaj pač moramo mi to na tak način pomagati. Učenci, kot rečeno, lahko s pridom uporabljajo informacijsko tehnologijo tudi v okviru pouka in to vaši učenci delajo. Kolikor mi je znano, se tudi upeljujejo različne prakse uporabe računalnika, tablic, telefonov kot učnega pripomočka in to je dobrodošlo. Na drugi strani pa moramo pomisliti, kakšni uporabniki smo mi odrasli. Imamo pripravljene dve sliki, ena slika, recimo, fotor pride domov, si narediš malco, daš telefon na mizo in si še naprej tam gledaš, malo poskrolaš, grdo, pogledaš športne rezultate, ne vem, moment tretji še odgovoriš na nek mail, lepo gledaj, to še ne, sin moj je tukaj, saj res. Ni problem, da se sin mogoče tako v senci telefona, da se dolgočasi. Problem je, kak vzor daje oče svojemu sinu. Da je telefon center življenja, ne, center družine. Ker kolikokrat ste se ujeli v tem, ste se pogovarjali s svojim otrokom, pa ste se neko aktivnost šli, pa si šel pa začel klicati. Veste, kolikokrat mi otroci na delavnicah rečejo, ko jim tudi tako malo včasih provokativno pokažem to sliko, mi reče, veste, Zanič, smo se z mamo pogovarjali, potem je zasvojil telefon in je šel stran, 10 minut se je pogovarjala, in potem je minilo več nazaj. To čisto zabojo na mene, ker ti misli oddavajo, ker pač je to, center tvojega življenja. Pa da boste malo mislili, ko se samo fotili, tako tudi malo pripravljeni za oba spolno neutralno. Toda, dajte razmišljati, kako vi uporabljate telefon v vaši familiji, koliko mu date prednost. Tega se najbolj razveselijo učiteljice slovenščine, kako pa tebi uspe, da tvoj otrok bere knjige. In dajte pomisliti, kdaj ste na zadnje, zvečer, ko ste šli spat, dali navadno knjigo na tisto nočno poličko, na mesto telefona. Veste, kako, mislim, če bi naredili eno hitro anketo, se pripričam več kot polovička, vas ima telefon na nočni polici, ne pa knjige. Vrko lažje bodo zaspali, če boste knjigo brali, veste. To je zagotovo s telefonom, dnevna svetlova, modra svetlova, ki dela in ste do 3 na konci. Potem imate zjutraj tako lepo familijo, vse se zmenilo, nekaj uporabljeno, Messenger, WhatsApp, kako super se to na Facebooku, kako fajn Instagram slika se da. Ja, zdaj kako to se loti tega znotraj vaše familije? Dejstvo je naslednje. Vse te naprave z ekrani, tako od največje televizije, ki jo imate doma, do malo manjših računalnikov, nekih notesnikov, nekih tablic, nekih telefonov, nekih ur, se mislim, da grem na vedno manjši ekran, ampak to so pravzaprav visoko zasvojljive naprave. To moramo vzeti za dejstvo. Ne vem, če se še spomnite, ko ste imeli čisto malega dojenčka, če je gorel televizor, nekje, jaz njegov glavo, kje se dogaja, kje migetajo slike. In isto se dogaja z našimi 7 do 14 letniki.
pač slike na ekranu pač potegnejo. Mislim, mojega malega, sicer 4-letnik, oziroma skoraj 4-letnik, če vidi kaj tak ekran, kar prelepne gor in gleda, kaj se dogaja, ker pač to potegne. In zaradi tega je treba ne čisto stran vzeti, ampak samo omejiti, neke pravila uporabe določiti. In pravila uporabe ne bodo pač, zdaj lahko so taka oštra, lahko so manj oštra. Dejstvo je, da ti strokovnjaki pač priporočajo pač fizično omejitev. Recimo, omejitve na dan. Zdaj, tule, ko rečem nič let, pa 15 minut, to ne pomeni, da morate otroku dati za 15, oziroma skoraj rojenemu dojenčku 15 minut ekranu. To ne tega tako razumeti. Mogo je tule, to nič ne bomo stran dati, ampak kaj hočem reči? Kje ste vi? 3 do 6, oziroma tam 6, 9, tule nekje. A so preveč optimistični? Tako čez palec. Zelo optimistični. Ja, glede, nekateri strokovnjaki celo priporočajo, to je en gospod Manfred Špicer, ki je napisal knjigo Digitalna demenca, do 18. leta nič ekranov, kar je dejansko nemogoče, nemogoče. Ampak, recimo on tako priporoča, zaradi vplivov, oziroma kvarnih vplivov, ki jih imajo ekrani na razvoj otrokovih možganov. Ker kaj je film, če preberete, recimo, oziroma poslušate, super predavanje ima Simon Sinek, če boste imeli mogoče kdaj priložnost, Simon Sinek pa Millennials. Eno tako predavanje o teh milenijcih, kako pravzaprav oni dojemajo to in tako to digitalno tehnologijo, oziroma to, kar pač te naše ekrane, in kako to vpliva na njihove hormone sreče, ki se sprožajo in na zadovoljitve, ki jih doživljajo ob tem. Recimo, če so bili neki na Instagramu, kako hitro recimo dobim prvi like? Naslednjo sekundo mi še nekdo reče, super, srčen. Čez 2 sekundi spet en srčen, čez 1 minuto 10, 100, 50, 200, 500 srčkov. Se predstavljate realno sliko iz našega življenja, da greste po partizanski, potem malo po slovenski naprej, pa bi 100 ljudi reklo, wow, kako dobro si oblečen, všeč si mi. Hormoni sreče, ti dopamini bi kar šprice, to je po naših možganjih. In z otroki se enako dogaja, ko pač dobijo tistih 200 lajkov. Recimo prvi dan, prva objava, 10, 20, 50, 100, 200 lajkov in potem pride spet neka objava, kjer dobi otrok, recimo na Instagramu, pa na Messengeru, kjerkoli pač, dobi recimo spet 50 lajkov. 50 ljudem je všeč. To ni narobe. Ne marajo meni, prej 200, zdaj pa 50. Kaj je narobe? Nekaj mora spremeniti. Razumete, o čem je poanta? Ker pač gre skozi ker se nivo dopamina in nivo hormona sreče se pač vztrajno dviguje in moje možgani zahtevajo še in še. In zaradi tega je treba pač malo omejiti, da ne pride do prevelikih teh doz prehitro. Samo to je to. Da se otrok zaveda, da to ni nekaj samoumevnega. Samo tako, ker, kot sem rekel, to so pač visoko zasvojijo naprave, treba malo pazi. So pa zelo uporabne te naprave, ne? Recimo, te naprave so najboljše varuške. Če boš imeti otroka na miru doma, v dnevni sobi ali pa za mizo, v miru. Prejši službe, tu imaš, gledaj YouTube, imaš mir. Mimo grede, to sem eno drugo predavanje, ki sem ga poslušal, YouTube. To je eno izmed najslabših kanalov, oziroma najslabših medijev, ki ga lahko otrok, tako pač tisti otroci, ki odraščajo, kot v osnovni, kot v srednji šoli, predvsem mislim na tiste, mogoče tam v začetku, prva triada, pa začetek druge triade, ker takrat otroci še nimajo izoblikovanega tega sistema vrednotenja, oziroma kaj jim je všeč in kaj jim ni všeč, oziroma kaj je dobro, kaj ni dobro. Nimajo nekega urednika, ki bi jim dal neko zanimivo, pametno stvar. Otroci pa vzame tisto, kar jim je najbolj všeč, kar je najbolj kričeče, najbolj pisano, in potem se pojavlja to besedno krep igrice oziroma risanke na YouTube, kjer naflikajo recimo vse te Supermane, Spidermane, take, one drugačne like in to so pravzaprav, in potem dodaš nek avto in potem kar neki se vozi, sem neki kričeče barve, sem tja in otroci pač to jim algoritem vrže ven.
Zdaj, ker vi pač vtipkate Superman, hoče pogledati nekaj Supermana, ali nekaj Spidermana, pač to pogleda. Ampak to so umetno generirane risanke. To ni v ozadju nekdo, ki bi ustvaril risanko. Kot so recimo, ne bom delal reklame, ampak dejstvo je naslednje, da če spremljate Živžal, Slovenija 1, to so super risanke. Tako, ko smo jih tudi mi gledali. Mi smo gledali Tom in Jerry, ko se pobijala, tako drugače, ampak hočem reči, te risanke so res, ker so uredniško izbrane, oblikovane na tak način, da so pametni, mislim, da so ok za našega otroka, da ni neki brezvezne, kot so tisti na YouTube-u, ker on to bo pogledal tisto, kar je živo, kar mi je ta, kar bo potekno. In seveda, druga taka omejitev, se prva omejitev je fizična omejitev, druga omejitev nakup telefona. Zdaj, kdaj otroku kupiti telefon in kako ga kupiti? Mi priporočamo, da se telefon nikoli ne kupi iz otrokovih prihrankov. Torej, otrok naj nikoli ne kupi telefona sam. Seveda tam, recimo, 5. razred, 4. razred, takrat, ko si pač, ko se začnejo te želje izpostavljati, oziroma, mislim, da že malo prej, bom kar tako vprašal, kdaj ste približno, oziroma za tiste, ki imate otroke v višji triadi, oziroma v višjih triadah, kdaj ste dali otroku prvi pametni telefon? V 2. razredu, 3., 1., 4., 6., prosim? Pri 10 let, ok, 10 let, ja, tam 4., 5. razred. Običajno starši kupijo otroku telefon, takrat, kada se začnejo neke obšolske dejavnosti, ko treba po njega iti, ko te mora poklicati, ko pač moraš malo ga dvin, pač do nekih logističnih problemov nastane in se ne moraš vsega smeriti točno minuto do konca in reči, da je poklično, ko pride po tebe, ok. Ampak dejstvo je, da za tiste stvari lahko ima otrok čisto navadne telefone. Ampak tudi pa trčijo otroci, kot tudi vi starši, v ta problem, da smo pa iPhone. Recimo, jaz imam včasih kakšno delavnico, mislim, sem imel zadnjič v 4. razredu, ali v 3. razredu, ko se je eden izmed fantov pohvalil, da je že imel v 2. razredu svojega iPhona. V 2. razredu in potem si mislim, kaj so tvoje starši razmišljali? A je potrebno to? A je to res statusni simbol, da se ti kot starš pokaže, da si lahko privoščiš tak telefon, ali zakaj se da otroka tak telefon? Jaz mislim, da to ni potrebno. To je skoraj 1000 evrov, daš ti otroku, da nosi to po žepih, pa da mu padne, da se hoduješ na tem, ko ga razbija. Mislim, to meni ne gre svoj, ne nazadnje, pa to pravzaprav, to je zelo dober računalnik, to je super računalnik, s katerim lahko delaš marsikaj. In otrok v 2. razredu se tega pač, jaz mislim, da še ne sodi v njegove roke. Kot rečeno, prvo pravilo, nikoli ne kupi otrok iz svojih sredstev. Zakaj ne? Zaradi tega, ker imate še vedno vi roko nad tem telefonom. Sicer imate vedno kot otrokovi zagovorite za stopnik, lahko mu pač vedno vse vzamete, ampak še simbolno. To je naš družinski telefon, ki smo ti ga predali v uporabo. In komu ga date v uporabo, kaj se vem, tam 4., 5. razred, 6. razred, kakorkoli pač, se dogovorite, se usedete lepo za mizo, pripravite papir, pravila uporabe mojega prvega telefona, 1. člen, ali pa točka 1. Recimo, potem pa začnete pisati. Obljubim, da nikoli ne bom fotografiral drugih ljudi brez njihovega privoljenja. No, taka super določilo. Drugo tako, nikoli ne bom objavljal fotografij o drugih ljudeh brez njihovega privoljenja. Ali pa ne bom grdo pisal, ne bom klel, bom se dostojno obnašal. Zdaj, taka pravila naštejete. 1, 2, 3, 5, 10. Eno izmed takih pravil, po noči nikoli ne bom uporabljal telefona, oziroma zvečer po 7 uri nikoli ne bom uporabljal telefona, razen če se bom s starši posebej dogovoril. Telefon bom po noči puščal na omarici v recimo kuhinji ali po dnevni sobi, kjer tudi ata in mama puščata svoj telefon zvečer, ko gremo spat. Razumete? Da pač imate recimo neko tako določeno mizico ob vtičnicah, kjer se polnijo telefoni čez noč. Torej, taka pravila in na koncu podpis, očete, oče, mama, sin, hčerka in naj si to pač otrok nalepi nekaj nad svojo mizo, da vaš čas ponotranja. In tega opozarjate, seveda ne pozabite neke sankcije od
odvzem telefona, ko kršim to in to za en teden, za 2 tedna in tako naprej. Moče se mi malo videti, da sem pravnik, ampak kakorkoli se priporoča, da se otroci navadijo, da uporaba telefona ni nekaj samoumevnega. Da to ni pač nekaj tega, kar jim je dano, ampak da morajo to pač držati nekih pravil. Kot ste ga učili voziti kolo, kot ste ga učili, ko je stopil pred prehod za pešce, da bi kar skočil, ampak stop, levo, desno, šel čez cesto. A ne, enako tudi telefon. Je pač malo bolj kompleksno zadeva, kot pa vožnja s kolesom. Malo več možnosti omogoča. Zaradi tega je dobro pač učiti otroka, konstantno. In seveda, kot sem omenil, ne bom grdo pisal drugih, ne bom pošiljal raznih fotografij, ne bom se skrival za neko anonimnostjo, ker to dajte otrokom hitro povedati, da na internetu se ne moreš skriti, ne moreš postati anonimen. Zelo težko, jaz pripričam, še posebej tam 8. 9. razred, imam kakve delavnice, reče vsi, začnejo omenjati tam neki Tor, pa onion browser, veste, o čem govorim? Tor? Ja, nekateri jaz super. No, in otroci kaj misli, ja, Tor, ja, to se je skrijem, to me ne more najti. Ja, okej, to nisi pa razmišljal, kaj si delal predn, da si se povezal v Tor. Obstajajo neke možnosti, kako pač se skriješ, ampak jaz sem skoraj pripričan, da otroci se ne morejo čisto tako enostavno skriti. Če pa so še zelo dobri, in pa to priporočam, da se usmerijo v vejo etičnega hekanja. Se pravi, tako nam etični hekanje zelo dobrodošlo poklic v današnjem času. Da ti odkrivaš, kaj gre narobe in da ne za neke slabe stvari, da se misli črn, pač vas belo delaš. Se pravi, etični, beli, white hacker. Kaj se sicer dogaja, kaj delajo otroci, tako ko opažamo? Največ je pač objav nekih fotografij, raznih lažnih profilov se kar nekaj pojavlja, razne neprimerne vsebine, kradejo si gesla. In tukaj, ko govorim kraja gesel, tudi predaja gesel. Recimo, kakva finta je tukaj? Če rečem Snapchat pa ogenčki, vedno o čem kaj govorim? Ja. Veste, okej, no. Vi, recimo, zdaj prije počasi ta čas dopustov, celo, vi greste na neko odročen otok, tam, ko ni interneta in nič ni, in celo vaš najstnik vas skleje, mama, pa res moramo iti sem, nimam dostop do interneta, nič nimam tukaj, na koncu sveta smo. Kaj je problem? Zaradi tega, ker ne bo mogel vsak dan poslati svojemu prijatelju snap nekega sporočila, da bi tisti ogenček šel za eno številko gr. Kaj ti, če en dan ne pošleš, vse zgrmi, je nično spet. In ko jaz sprašam otroke, koliko je ta številka ogenčkov, ki jih imaš z nekom, koliko imate največ tam? 300? Taka preprosta fora je, zbiranje točk. V Šparu, Petrolu in tako dalje. Ista firma, to reče gentrifikacija, gamification. In na isto finto pač dobijo tudi naše otroke. To je čisto dokazano, čisto študije, resne. In otroci imajo tam 300, 400, zdaj vsak dan pošelj nekoga in prejmejo ogenček. In zaradi tega so pripravili tudi geslo od svoje aplikacije, da pač ne bo tudi uporablja v njihovem imenu, ko bodo oni na tistem odročnem nekem otoku in ne bo imeli dostop do interneta. Je kar malo problematično to. Nadlegovanje preko kamere se dogaja, sexting oziroma nudes, govorimo o posnetki spolnih zlorab otrok, in seveda tudi, ko se z nekom povežeš, obstaja, mi rečemo, grooming, zavezovanje z namenom neke spolne zlorabe. In dajmo otrokom res povedati, tudi natipkano prizadane. To je zelo dobro izvajanje Nine Vabič, ene psihologinje iz osnovne šole tam na Teznem, Konša, je razlagala, gledajte, ko se mi pogovarjamo, 70% vam jaz danes predavam neverbalno. Pazite, 70%, samo 30% je to, kar jaz govorim. Zdaj, ko pa jaz tipkam, ima bolj manj vse, samo se pravi neka beseda, neka voda. In zdaj v računalniškem svetu je to problem, kako jaz pokažem, da sem vesel, da sem žalosten. Ok, vse obstaja neki emoji, pa to zdaj malo rešujemo, ampak dejansko prihaja do tega, da nekaj natipkanega prizadane, ravno zaradi tega, ker pač nekaj na hitro napišeš, pošleš, pa nisi dal smeške prav odzadaj. Razumete, o čem govorim? Ker ne moreš sarkazma na tak način prikazati, pač znotraj tega digitalnega sveta. Zdaj, če je slučajno vaš otrok tarča nekega nadlegovanja, ena stvar zelo pomembna,
ne, recimo nekemu tam 12, 13, 14-letniku moralizirati, kaj ti ni bilo jasno, pa ves čas smo ti govorili, pa daj pazi, no, to ne pomaga več. Takrat, ko recimo pride do neke zlorabe, ko neka njegova fotografija odleti nekam, ko ima problem, koga izsiljuje, ko, ne vem, objavi nekaj, kar ne bi smel, ko pove nekaj o vas, a kakokoli, da mu pač to besedno vdrkne. Ni on kriv, da ga nadlegujejo, ni on kriv, mislim, je kriv, če on sam nekaj naredi, ampak če je nadlegovan, dajte mu vedeti, da ni on tista oseba. In druga, zelo pomembna stvar, ne odgovarja. Spravi, ko pride do nekega nasilja, do nekega nasilnega vedenja, znotraj nekih skupin onega tretjega, se ne odgovarjaš, ker če odgovoriš, pomeniš, da si bil prizadet in priznaš neko nadvlado drugega nad tabo. Ne pa biti bedak. Shrani sporočilo. Ne odgovarjaj, ampak shrani. Nek dokaz kršitve. Ker nikoli ne veš. Ko bo enkrat, ne vem, vse mogoče iz neke zgodbe, kaj tretjega izcimilo, ti bo lahko tak screenshot, ki ga narediš, ti bo lahko zelo koristil. Screenshot, veste, o čem govorim, narediš si to zaslona, tam mislim, da tista tipka okrogla, potem za prežgati gasel, na tak način lahko zavoduješ ta dokaz kršitve, povej odrasli osebi, lahko pokličejo tudi na tom telefonu. Zelo pomemben je pa ta zadnji del, ne biti nemam-veličan, ker tega pa vse več. Pač preprosto, vidiš tam zelo Viberja, da se dogaja, da enega okrog tam, mislim, da pišejo v njem vsega, on ti ve ne. In ti si tiho. Če si tiho, odobravaš. To pa ni najbolj okej. Moraš biti ti, ki vidiš, da gre nekaj narobe, ne da si špeckav. Ne govorimo špeckav, ti pomagaš drugemu. Nisi toži baba, pomagaj kolegu, ker ti na srednji trenutek se lahko ti znajdeš v takih situaciji, ko bojo tebe mleli. In bi bil prekleto vesel, da bi nekdo pač to se mi dela. To je nedostojno, to ni okej. Kar se tiče kazenske odgovornosti, ko bo vaš otrok star 14 let, vse ne bo še, dragi Matija, za to je 14 let, 14 let, tukaj imaš kazenski zakonik. Daj malo pogled tem. Od kraje identitete, vsi ti spolni delikti, ki jih je možno narediti preko interneta, do raznih ponarejanj, goljufij, izsiljevanj in tako dalje. Tega je ogromno. Ogromno možnosti, kaj lahko gre narobe, čisto iz kazensko-pravnega vidika. Na drugi strani pa imamo še odškodninsko odgovornost. Ko gre nekaj narobe, lahko en pač plača neko odškodnino. Imam mariborski primer enega podjetnika, o katerem so pač malo grdo pisali, se lagali po Facebooku in je dobil odškodnino 1600 evrov. Se da. Sodni sistem kot tak očitno deluje, ker zna narediti neko, nek popravo, neke škode, ki je nastala. Torej, da lahko poštajam, dajte otroke hitro navaja, da lahko vi, kot njegov starš, boste mogli v nekem trenutku plačati. Ker namreč do 6. leta otrok kot tak ni odgovoren, med 7 in 13 letom odgovarja za škodo čez. Možno razsojati, s 14 leti pa on tudi polno odgovarja za povzročeno škodo, ampak dajte mi povedati tega 14-letnika, ki bo tako iz žepa dal Jurija, 2 Jurija, 5 Jurijev. Ni, močajno bo pač mi starši plačali za njega. Pa dajte otroke tudi kar hitro navajati, ko bo star 15 let, je pa še delno poslovno sposoben, lahko sklepa določene posle, lahko se zaposli, lahko sklepa zakonsko zvezo. Je že na pol polnoletna oseba. Tako da dajte hitro navajati otroke, da bodo pač odleteli. Vem pa, da bo mami in ati zelo težko, mami za sinove, očeta za hčerke. Ampak tako je, morate jih navajati. Kot rečeno, nekje do 18. leta se predvideva, da boste morali plačevati škode, ki povzročijo vaši otroci. In dajte jim jasno vedeti, izberi počitnice na Pagu, ali tvoja traparija na Facebooku, sicer vam je bilo takrat smešno, ampak nam pa ni bilo, ker niste šli na počitnice. Dajte jim to vago malo nastaviti. Zdaj, ob koncu bi se še malo naslonil na ta ekonomski vidik, katerega se moramo tudi mi kot odrasle osebe, kot uporabniki državnih omrežij in vsega tega pač kar dobro zavedati. Ameriški pregovor za stojim kosila ni. To se morate zavedati. In to je popolnem nasprotju z recimo Facebookom, ki ga na danes sicer imamo kar trdo po zobeh ga vlačimo
predvsem zaradi Cambridge Analytica prodaja podatke in tako naprej. Ampak še vedno, oni imajo pač brezplačen, tako bo tudi ostalo. Facebook je brezplačen, ne, ni brezplačen. Smo rekli, da ni za stoj kosila, se pravi, moramo nekje v nekem trenutku za Facebook plačati. In prav zanimivo je, ko jaz otroke na delavnicah sprašujem, pa rečem, povej mi, kaj misliš, odkot dobi Facebook denar? Pa odkot dobi Snapchat denar? Odkot dobi Instagram denar? Si že plačal, kaj? Ne. Ja, kje pa potem dobijo denar? Ja, potem rečem, ja, od tistih downloadov, ali pa od profilnih, ja, kdo potegne denarnico in plača? Grete na kosilo, a ta mora denarnico pa plačati 10, 20, 50, 100 evrov, da se najebo. To pa tule plača za pitek. Ja, mi ga plačamo. Ampak z osebnimi podatki, ki Facebook s pomočjo svojega poslovnega modela zna super obrniti in na tem zaslužiti, ko pač te naše podatke, naše osebne podatke da naprej in nekaj vrste proda našo zasebnost. Na kak način? Ja, tako da pač on vse te podatke, ki jih ima na kupu, mimo grede, veste koliko uporabnikov ima Facebook? Tako čez palec. 100 000? 200 000? Milijarda? 2 milijardi, ja, 2 milijardi. Se predstavljate, da imate informacije o 2 milijardah ljudi, da veste o njih, skoraj da vse. Pazite, pa eni izmed raziskav je Facebook sposoben na osnovi petih vaših tistih lajkov, všeč mi je, vas okarakterizira državo oziroma določi vašo spolno orientiranost. Na osnovi 250 klikov pa vas Facebook bolj dobro pozna, kot pa vaš mož, kot vaša žena, kot partner. Zdaj, 10 let skupnega življenja v zamenu za 250 klikov na Facebooku. To pa je že kar dober ratio, kako ne rečem, to razmerje. Med tem, koliko podatkov pravzaprav o vas potrebujejo, da vas imajo. Da točno vejo, kot vidite, čebula in naša zasebnost, temu jaz pravim, da je čisto enako in nas besedno reže kot čebulo. In vi si mislite, ja, to, kar je tukaj noter, to je tisto, kar imam jaz, se pravi, vaš kor, vaša sredica, vaša notranjost, tega nikomu ne date, ker je pač to vaše in si mislite, da ja, to imam jaz v moje glavi, to so moja najintimnejša hotenja, to, kar sem jaz. In potem greš en krok malo ven, tisto, kar moče malo ven, poveš svojim partnerju, otroci bodo svojim najboljšim prijateljem, tako imenovani BFF in Best Friends Forever, potem recimo naslednji krog so sošolci, drugi prijatelji, sosedske, bolj ko greš ven iz teh krogov, manj kdo v tebi. In še vedno si pa mislimo, ja, to, kar je pa tu noter, tista sredica, to je pa tisto moje. Tega pa nikomu ne dam. Nihče ne more priti v mojo glavo, pa si mislite, kaj si mislim. Facebook lahko zna to narediti. Prav zaradi tega, ker ima 2,2 milijarde, mogoče že celo več uporabnikov, aktivnih uporabnikov, na osnovi katerih so izvaja neke izračune in točno ve. In s Cambridge Analytica se je zgodilo ravno to. Z 87 milijoni uporabniki so jih pač razrezali, sprofilirali in so točno vedeli, 87 milijonov, to je recimo neka Nemčija, ne? Nemčija ima okrog 80 milijonov. Predstavljate, da imate vse informacije o vseh Nemcih, recimo. Ti točno veš, katero informacijo moraš dati nekomu, da bo se moče tako obnašal, malo drugače. In ni zdaj to ta drastični primer, da bo nekdo, ki recimo je konkretno, recimo, glede volivcev in volilnih rezultatov, nekdo, ki je recimo levo politično usmerjen, da bo potem spremenil svoje videnje in bo postal potem desni volilec. Ne. Dovolj je, da je nekoga, ki je levi, da ga malo bolj v levo potisnem, da malo radikalizira njegova prepričanja, njegovo to politično, da je malo bolj pač zagret. In če nekaj drugega, ga pripričam, da gre na volitve. Že to je časih dovolj. In to se je zgodilo, da so pač na tiste tipke pritiskali, da so ustrezni ljudje šli na volitve. Zato so pa bile tako Amerika, to se je zgodilo, kako je to mogoče? Ja, je mogoče, ker so pač uspeli na osnovi tistih 87 milijonov ljudi, predvidevamo, pač tako nastaviti te vse kampanje, objave, da so ljudje šli na volitve in pač odklukali in volili za določene ljudi. In zdaj, to je zdela na nas odrasla, ne? Zdaj pa, ko misliš na svoje otroke, da se zavedate, koliko informacij pravzaprav otroci dnevno puščajo raznim, recimo Facebooku, Snapchatu. Mimo grede, če boste zdaj opazovali ta Snapchat, ker jaz
ne vem točno, kak poslovni model je v ozadju Snapchata, ne vem, kdo malo bolje pozna, ampak vem pa eno stvar, da če boste opazili zdaj, ko se ti trikotniki nariščajo, Snapchat je patentiral to prepoznavo obraza, imajo prav svoj patent. Zdaj, kaj to pomeni? Seveda v svojih sporočilih so napisali, da pač oni ne delajo baze ljudi, ker dejansko je to biometrični zapis vsakega uporabnika, ki pogleda v Snapchat aplikacijo na telefonu in naredi selfie. Ker se pač uspišajo trikotniki in vsakdo ima čisto svoj ta izračun obraza, te biometrični račun. Zdaj, kaj bo naredili s temi podatki? Ne vem. Vem pa eno stvar, da ko jaz vprašam otroke na delavnici, pa rečem, kdo izmed vas bi bil pripravljen vse svoje slike, ki ste jih preko Snapchata poslali drugim prijateljem, kdo bi jih bil pripravljen, recimo, da bo po šoli eno tako galerijo naredil? Ni. Ampak dejstvo je, da Snapchat pa lahko naredi tako galerijo. In to je tisto, česar pač mogoče otroci se ne zavedajo, ker je tako enostavno uporabljati in Snapchat, in Messenger, in pač vse te naprave, vse te aplikacije za uporabo, za medsebojno komuniciranje. Recimo Instagram uporabljajo, Messenger, Viber, WhatsApp, mimogrede, WhatsApp, Instagram, Facebook in Messenger so pod marelo Facebooka. To morate vedeti, da pač med sabo lahko izmenjajo. In seveda, gospodu Google pa nisem še čisto nič rekel. Tukaj pa, jaz včasih mi kar zmanjka besed, ker je tako dobro prežet znotraj naših življenj. Ali v tej sobi, te predvanci, kdo, ki nima Gmail računa? 1, 2, bravo, 3, 4. Gmail. Bravo, vse nekaj vas je. Zdaj, druge si prodajne duše, to je sveto. In a si predstavljate, da Google pa, vse ko si ti prijavljen znotraj Chroma ali pa znotraj Internet Explorerja ali pa Firefox ali kakokoli, z svojim računom v Google in ko pišeš vsak ta iskalni pojem, pa itak YouTube tudi, ja, kaj se gledaš, to je samo nadgradne. Oni vse vejo, točno vejo. Kako dobro ti znajo karakterizirati mene, tako dobro znajo, da si mislim, ampak zanimivo je pa to, da ko prijem recimo nek tuj Google, se vam to že zdaj zgodilo, ko ste pišli nek tuj računalnik, nek tuj Google račun in ste upisali neki v njegovi strani, čudni rezultati so se pojavili. Prav ni štimalo nekaj, zato ker živimo v tako imenovanem internetnem mehurčku, ker vam Google vam da tisto, kar vi iščete, ker vas, če se spomnite tiste čebule, kar vas dobro pozna in ve, kaj vam dogaja, kaj vam mora poslati. Je pa še en vidik, in to ga mogo kmalu začeti prikazovati. A ima kdo izmed vas že tiste naprave, tiste zvočnike, ko mi rečeš, hej Alexa, play some music for me. Že nimate še tega, no v Ameriki je to zelo, v Ameriki je to zelo razširjeno, ampak pazite, kaj se dogaja s temi napravami. Te naprave pa samo zožujejo ta prostor moje izbire. Hej Alexa, poišči mi počitnice v Egiptu. Ok, imaš rezervirano v Hurgadi in to, od takrat do takrat. Uredila sem tudi prošnjo za dopust in bi sem pensila na počitnice. Se predstavljate, niti vam ni treba hotela izbrati, ker vas Alexa tako dobro pozna, oziroma Hey Siri, pa kaj še pa Hey Google, mislim, da je, vas tako dobro pozna, da točno ve, kaj bo vam najbolj pasalo in koliko imate denarja. Si res, ok, ko greš v neko spletno stran, pa še mogoče izbiraš tam preslončko, da če ni 4, 5, ali Alexa, kaj so ti ponudniki turistični vec, pač izbereš med 4, 5, en hotel, kakokoli. Tam pa zmanjka, ne bo več izbire. In tja gremo. To poznate? Ne. Musically, otroci, ki uporabljajo, snemajo razne videosporte, na že obstoječo glasbo in se že pa fnajo, kažejo razne videosporte, pokažejo popek, rame, ono preti se. Je malo problematično, mislim, meni ni tako všeč. Mogoče za test, če hočete se malo več izobraziti, ko bo hčerka in sin, ko boste prišla k vam, mama, se lahko naložim to na moj telefon, kaj pa, ja, Musical.ly viewer. Dajte pogledati te 10 sekundne posnetke, ki obstajajo
znotraj musicali. Musicali pa viewer kot pač poglednik, kako se reče slovensko. Če boste opisali v internet musicali, bo vam gotovo dalo eno izmed možnosti. In potem, ko vtipkaš recimo kot hashtag tisto lojtro, F-girl, ako si mislite, kaj F pomeni, ali pa cutting, kot rezanje, pa postane stvari, nočemo strašiti, ampak obstane tudi to. Jaz vam res priporočam, pred da recimo otroku dovolite uporabo neke aplikacije, moče za kak teden postanete vi sami uporabni take aplikacije. Pa boste videli, je, ali ni, ali je okej, ali ni okej, dajte malo preveriti. Tinder, to bo moče za malo starejše, je ena aplikacija za matching. Torej, na tak način otroci oziroma najstniki sklepajo zveze. Torej, ti daš nek svoj profil in potem ti ta aplikacija, ogenček spet, ti ponudi tvoje potencialne partnerje, partnerke. In ti sam greš levo ali pa desno. Všeč, in potem pač prideš ali pa ne prideš v partnerje. Lahko je lažni, lahko ni. Lahko je resničen, tako ne veš, kaj bo. In tukaj bi še lahko še in še naštevali. Otroci in vi starši, dajte uporabljati možgane. Dajte res paziti. In možgane imam še iz drugega razloga na tej prosojnici. Kot sem rekel, do 18. leta se otrokovi možgani razvijajo. Ne dopustiti, da bodo otrokovi možgani dobesedno avtoceste, tiste dopaminske, kjer bodo ves čas samo priklopljeni na užitek, ki ga dobijo s pomočjo raznih Instagramov, takih drugačnih aplikacij in državnih omrežij. Ker tam prihaja do dogovorane instantne, takojšnje zadovoljitve. Kot sem prej razlagal, ko daš na Instagram pač eno sliko, neko objavo, takoj dobiš odgovor. Kako pa prijatelja poiščeš? Ga dobiš tako, pa pravi prijatelja, ne na Facebooku. Prijatelja ne dobiš iz danes na jutro. Ni instantne zadovoljitve. Moš graditi. V službo, ko greš, a ste vi napredovali v prvem dnevu do, ne vem, middle managementa, ne vem kaj, do direktorja ali pomočnika direktorja. Ne, ni šlo. Tudi ni šlo v 6 mesecih, tudi ni šlo v 1 letu, ampak po 3-4 letih. Ampak 4 leta za otroka je to veliko, ko je navajen klik, tuf, zadovoljitev, klik, tuf, zadovoljitev. To pa je lahko problem. In kot sem že prej omenil, Simona Sajnika, on veliko povezuje te zadovoljitve s pomočjo družabnih omrežij, teh messaging, komunikacij in tako naprej, objavljanja, zelo veliko povezuje z alkoholizmom. Ko sem jaz slabe volje, kozarček, to mi je boljše. In ko sem jaz slabe volje, vzamem telefon, objavim nekaj in mi je potem boljše. Zdaj, ker gre za odvisnost. Ne smemo si več zatiskati oči, gre za odvisnost, to je dejstvo. In še ena stvar je pomembna, kar jaz objavim nekaj, što ostane tam objavljeno. Sicer, tukaj zdaj tisto, ko sem prej omenjal GDPR, to je splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, oziroma o varstvu podatkov, ki s 25. majem se začne uporabljati znotraj Evropske unije. In tukaj jaz vidim en tak signal Evropske unije proti preostalemu svetu, da so osebni podatki pomembni. In v okviru tega, kar je enkrat na internetu ostane tam zavedno, boste imeli možnost, da boste vi zahtevali, kdo od tistega, ki ima vaše podatke, da boste zahtevali nazaj. Boste rekli, gospod Facebook, a mi lahko prosim vrnete, oziroma mi predate vse moje osebne podatke, ki jih imate o meni, pa se bo to nalagalo par ur, par dni, tistih 15-20 giga podatkov, ki jih imajo vas, in potem boste lahko zahtevali, zdaj pa prosim, da izbrišete, kar imate o meni. In boste lahko te podatke sami uporabljali, ali pa jih dali nekemu drugemu Facebooku. Ali boste od Google zahtevali te podatke, ali boste te podatke zahtevali od Špara, od Mercatorja, od A1, od Telekoma, od Telemana, od Elektromaribora, od Energija Plus, od vsakega, ki vodi od vas vaše osebne podatke. Morate se zavedati, da to so vaše osebne podatke. To je glavni signal te uredbe GDPR. Ni tisto, seveda, marsikdo, ki dela na takem delovnem mestu, imate zdaj pač velike probleme, ki morate to rešiti in morate urejati te vse privolitve in tako naprej, ampak dejstvo je, da se moramo zavedati, da mi, državljani Evropske unije, nam Evropska unija s to direktivo oziroma s to uredbo ponuja, oziroma da tak močni signal,
da so to naši, tvoji, moji podatki, da jaz z njim delam in da jaz z njimi poskušam nekaj narediti in recimo zaslužiti mogoče kak evro. Ne pa nekdo drug. Mislim, da smo že kar dobro čez, bom mogoče malo preskočil par takih napotkov, še za konec. Kaj lahko storim jaz, kaj lahko storim moj otrok? Eno je, da se držite teh starostnih omejitev. Toplo priporočam. Vem pa, da je težko. Recimo Facebook, Snapchat je bilo naprej 13. V drugem razredu že imajo otroci Snapchat. A je to okej? Ja, ne držijo se pravil uporabe. To je sicer stanje za leto 2014, ampak mislim, da se ni bistveno spremenilo. Se pravi, dajte otroku pač povedati, pravilo je 13 let. Koliko si star? 10? Ne gre. Ne gre. Vsega otroku potem ne date pri 12 letih ključa dal, da je vozi se, vse kar bo pa bo. To pa date, a ne? Telefon pa gremo dalje, kar bo pa bo. Daj mi malo premislim. Ena tak napotek. Drug napotek. Ne narovaš svojih otrok, vi kot odrasla oseba, ste mogoče zasvojeni, nabirati klike na družabnih omrežjih, torej lajke. Se vam nekaj fajnega zgodi z vašim otrokom in da že škrocem tega date na Facebook, Instagram in tako dalje. Veste, bolj od teh takih ljubkih posnetkov vidim otrokom, mislim, z otrokom, pa mamico, pa kako fajn je, pa super, pa ni všeč. Mislim, jaz svojim otrokom tega nočem narediti. Ker jaz bi se zdaj zelo slabo počutil, ko pomislim, da bi lahko jaz na Instagram šel pogledati, kako je moja mama, medila, kako se je me zaklala, kako sem bil tam, kako sem se igral, kako sem vozil, kako sem lulil v morje. To so slike, ki jih imam jaz v albumu, nekje. Ne pa, da vsi vidite vse. Jaz lahko vsi vse vidijo dan danes. In res, to starši hitro grejo čez svoj. Še nerojeno dete se pojavi na internetu. Dajte sebe in svoje otroke vsake toliko časa pogooglati. Dajte v Google pisati svoje ime svojih otrok, učiteljev, drugih ljudi, kaj je javnega v tebi zapisano. In če vidiš, da je kakoli narobe, da nekaj ne štima, da so nekaj napačni podatki, daj zahtevaj, izbris, zahtevaj od tistega, kje si našel to, da umakne to stran in mimo grede lahko tudi Google zahtevate, da Google umakne katerega od teh najdenih rezultatov iskanja, da jih umakne. Ker imate to pravico kot državljani Evropske unije. Tega se moramo zavedati, to moramo začeti uporabljati. Otroke uporabljate, usposabljate oziroma opozarjate na, da pač ni vse res, kar je na internetu. Na drugi strani niso medvedki, ampak da mogoče nek gospod. Kar se tiče tehničnega varovanja, imate, mislim, so neke možnosti. Tudi na naši spletni strani lahko poiščete neke filtre, ki omejujejo dostop do posameznih vsebin. Ampak morate se zavedati, da ko ste vi enemu najstniku dali neko tehnično omejitev, bo vam samo to vrlo. Kako priti čez tesek stvar? Kaj je tako pomembnega, da ste njata pa mama prepovedala dostop? Kaj je tam zadaj? Kaj? Se veste, sosedove češnje so vedno bolj dobre kot domače. Pa če so čist krmižne, čez klot skočiti, ker treba tam splezati, ker treba hitet stran, ko sosed začne kričati, pošel rešiti tja, ker je prepovedano. In enako je tudi tukaj. Lahko, kot rečeno, omejite dostop, lahko omejite poglede, lahko se, jaz res priporočam, da se z otrokom dogovorite. Glej, tvoja mama bo ta imela dostop do tvojih podatkov. Vsake toliko časa, se pravi, v fazi, ko otrok odrašča, in pa če rečete, lahko malo pogledam tvoj telefon. A mi pokažeš, kaj delaš ti s tvojim telefonom. Se pravi, da, pa ne zaradi tega, da ga boš nadziral, pa da boš, ampak tak prijateljski razgovor. Ker še ena stvar, kar se dobro spomnim iz tega predanja, gospoda Miha Kramlja, je pa ta, ko ste vi recimo z otrokom tam do pubertete, vi morate biti otrokov starš, ne prijatelj, ne ono, tako gremo ga stran, gremo. Ne, vi morate biti starš, ki otroku ves čas postavljate omejitve. In otrok mora pač trči. Vem, da je težko, vem, da je tečno, vem, da ni fajn vloga, ker je tečno to, ne, ker
eden kriči na tebe, eden se ti protivi, non-stop ima nekaj zoper tebe. Ti moraš pa pokazati, da vsem naredeš, naprej pa ne smeš iti, ker si ti njegov starš. In boljši, da se otrok na vas uči teh omejitev. Ko bo prišel v puberteto, da bo to zginil. In takrat ste to naredili, naprej pa je potem pogajanje, ali pa na tretje. Takrat pa morate biti prijatelji. Tako je pač ta gospod Kramli svetoval. In eno izmed teh omejitev so gotovo družinska pravila, ki veljajo za vse. Recimo, eno izmed takih pravil je ta tehnologija. A še poznate? Rečemo ji budilka, taki fizični obliki, ki naredi pip, nima tistega MP3, ampak pip, naredi. Ko se bo zjutraj zgodili. In ko boste to uvedli, imate vi tudi argument, telefon iz troške sobe, ven, ta mama nima tak, ki tudi ven, gremo, da omejite možnosti, ker otrok, veste, da bo pač po noči šel na telefon, zato ker lahko, ker je fajn, ker je super to dela. Geslo, to sem že omenil, pazite na ta geslo, dajte otroka počasi, skozi njegovo starost, pač izobraziti, kaj je to geslo, da pač je to nekaj njegovega in da tega ne da drugi osebi. Na šolskih javnih računalnikih ne bilo skrajno pazljivi. Največ nekih vdorov se tudi ravno, ko pač se pozabiš odjaviti, ko pozabiš pač klikati odjava, izbris celotne zgodovine in potem ne bo prije za tabo in zlorabi tvoje ime, ki ukradi identiteto. In nabirati se boste mogli znanje. Eno je spletna stran Sedmisi, varni na internetu, ena taka super stran, ki jo toplo priporočam, da jo pogledate, predvsem za nas odrasle je to uporabno. Potem je še ena taka spletna stran, ki je rečemo Logout, to je en projekt Center pomoči pri prekomerni rabi interneta. Mislim, da imajo na tej spletni strani tudi, ko smo vam govorili o tistih pogodbah, ki jo sklenete z vašim otrokom ob nakupu prvega telefona. Mislim, da imajo neke vzorce na tej spletni strani, tako da priporočam, da malo pogledate, moče vam bo kaj v pomoč. In dajte otroka navajati. Dragi moj otrok, vsako tvoje dejanje prinaša neko posledico. Zdaj, a si boš prižigal oči, a si boš jih ugašal. Boljše je, da si jih prižigal, da boš imel svetlo prihodnost, ne pa da boš v temi talo. Jaz vam želim vse dobro, če je še kakšno vprašanje z veseljem govorim, mislim pa, da boste se še zdaj po razredih malo pogovarjali o tem in če se bodo kakšnokoli vprašanja pojavila, bom z veseljem pokomentiral, mislim, da sem na vezi z Borisem, pa bomo uspeli še dodatno vaše vprašanje potem na tak način obdelati in razrešiti še tak trd orje. Varno popoti vam želim in vašim otrokom srečno.